O stolpnici na Rožniku, komentar dneva Miha Jazbinšek. In mi ondan piše Koširjeva Manca. Dragi Miha, lepo prosim, preveri tole cvetko novega ljubljanskega prostorskega plana. Ali je mogoče, da je na vrhu Rožnika, na Cankarjevem vrhu, predvidena gradnja visokih poslopij? Ja, kar čudi se, ampak to piše v planu. Na parcelah 2 stanovanjskih hiš in gostilne je označeno CCD, centralna dejavnost brez stanovanj, in AV16, kar pomeni, takole piše v planu. Visoki prostostoječi objekti, ki se ne dotikajo drugih objektov, več kot 3 etaže, stolpnice, stolpiči, vile, bloki, poslovne palače. Na oddelku za prostorsko planiranje na MOL ne vedo nič o tem, morda gre za napako, tako pravijo. Če pa kaj drugega zadaj, pa oni ne vedo. Da bi vedel morda Koželj, tako so mi rekli, in da naj nujno damo pripombo na plan, to sem pa že naredila. No, pa sem preveril in odgovoril. Draga Manca, pa res ni pomota. Če analiziram druge določbe za Cankarjev vrh, prostorski izvedbeni pogoji, berem. FZ, faktor zazidanosti gradbene parcele, 50%, obstoječe ocenjujem na 27% in FI, faktor izrabe gradbene parcele, 1,6, obstoječo izrabo ocenjujem do 4-krat manjšo, cirka faktor 0,4. Torej, gradi se lahko cirka 4-krat večja kapaciteta od današnje. 3,2 etaže na polovici parcele ali 6 etaž na istem fundusu ali še več etaž na manjšem fundusu. Upam, da se boš znala ravnati na tej osnovi. Upam, da boš zaznala verodostojnost županata v vseh njegovih pojavnih oblikah. In sem dobil odgovor od Mance. Hvala, dragi Miha. Zdaj boš dobil nenavadnega zaveznika, Petra Božiča, ki je pripravljen stopiti s teboj ramo ob ramo, če je to res, kar si napisal. In pismo Petru. Evo, Peter, preberi in z Jazbinškom v boj. Pridem kuhat kavo in nosit partizansko zastavo, Cankarjevega vrha ne damo. Pozdrav obema, Manca.